Spoštovani gledalci, prijazno pozdravljeni. Danes pa se z našo oddajo podajamo na morja široke ceste. Kajti v našem studiu danes gostimo gospoda Cirila Drganca, ki je v svojih preteklih letih preteklega življenja prepotoval vse širne oceane sveta. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav, gospod z moje Drganc. strani. Zelo sem vesel, da ste prišli v našo oddajo in v naš studio. Zelo sva se tudi obložila z vsem mogočim, od albumov z vašimi fotografijami, spomini iz vaših mladih let, pa vse do danes. Kajti veliko ste prepotovali v svojem življenju. Je bil to vaš hobi ali je bil to poklic? Z eno besedo, to je bil način življenja. Način življenja. Ja. Hvala lepa, da ste me povabili. In kako sem prišel sploh do tega, ne? Ja, prosim. Jaz sem Belokranjc po rodu, ne? In v Črnomlju sem hodil v gimnazijo, nižjo gimnazijo, takrat je bila nižja gimnazija, mala matura. In sem se že takrat odločil, da bom radioamater. In sicer to je bilo eno posebno doživetje. Enkrat so na dvorišču v Črnomlju zažigali knjigo, knjižnico so čistili in je bilo na dvorišču polno kupov knjig. In ker sem to izvedel, mene so knjige vedno zanimale, sem šel tudi jaz in sem jim izbral par knjig. In tele požigalci niso bili nič hudi, so prav radi videli, da je še kdo kaj odnesel, da niso toliko. In notri je bila ena drobna knjižica, kako smo delali radio. Leta 1928 jo je napisal Zmagoslav Pipan, kjer je dobesedno, takrat je začela oddajati tudi Radio Ljubljana in je opisal gradnjo radioaparata, sicer najprej tale kristalni detektor, potem pa še enosevni radioaparat. Torej, jaz sem tisto knjižico takoj preštudiral in sem z njo kar takoj odšel. V Črnomlju je bil radioklub, ne radiocenter, kako so že imenovali. To je bila delavnica za popravilo radioaparatov takrat, ne. In ko je vodja te delavnice zagledal to knjižico, brez da sem kaj dosti povedal, je začel kar nositi tiste osnovne elemente, ki so bili potrebni. Ja, in pol še celo vedel, da smo v internatu kar precej bogi, pa mi ni niti računal. In z tistega je pol nastal moj prvi radio. In ker sem ga v internatu sem stanoval, iz internata sem na prvi, tam so bili Kostanji, na Kostanj napel žico, drugo speljal v zemljo, in s kristalom poiskal, pa je zaškripala Radio Ljubljana. Tako ste si sami pravzaprav zgradili prvo radijsko postajo. Ja, tako. In seveda je to tudi pol pogojevalo, ker pol naslednje leto je bilo 4. letnik mala matura in mi smo odšli pol v srednje šole. Ena varianta je bila, da sem ostal naprej v Črnomlju, pa gimnazijo končal na to zveljko, ampak jaz sem mene tehnika zelo zanimala, sem šel na srednjo tehnično, seveda sem sanjal, da bom radiotehnik. Ampak takrat, eno leto predtem so v Ljubljani na srednji tehnični ukinili radiotehnični oddelek, imenoval se je oddelek za šibki tok, in je ostal samo oddelek za jaki tok. Jaz sem se takoj vključil na ta oddelek, bil sprejet na oddelek za jaki tok, vendar sem se v Ljubljani je deloval radioklub, radioamatersko društvo, sem se vključil in tam se izobraževal, položil vse izpite, to so bili ravno takoj v aviaciji A, B, C, konstruktorski, pa še telegrafski, Morzevo abecedo. Kar je bilo kasnejše vaše zanimanje? Ja, tako. Skozi to sem jaz postal radioamater, ampak potem, ko smo končali, maturirali, so moje prijatelje porazdelili, mi smo bili državni štipendisti po celi Jugoslaviji, ker je bilo pač takrat bilo potrebno elektroenergetsko omrežje izgraditi, ne. Za izjemo mene, ker so vedeli, da sem dobro razumem na radiotehniko, so me pa sprejeli
na Inštitut za elektrozveze v Ljubljani. In tam se je pravzaprav začela moja pot na morje. Tam smo gradili oddajno postajo za Reško obalno postajo. To je obalna postaja, ki vzpostavlja zveze po vsem svetu z ladjami. In ker je prišel potem enkrat tale šef te obalne postaje v Ljubljano, sem mu jaz izrazil željo, mojo točno kaj, da bi rad prišel, pa je rekel, da je zelo v redu, da naj grem sam prej vojaščino odslužiti in potem se mu naj pa javim. In tako se je zgodilo. Jaz sem potem bil pri vojakih po Žarovcu tudi v službi zveze in sicer tudi v tehničnem vodu. Tako da sem tehniko še naprej spoznaval in tam smo tudi ustanovili, sem bil glavni pobudnik, da smo med vojaški radioamaterski klub, radioamatersko društvo in predsednik je bil pa komandant te šole, zelo zadovoljen in on mi je celo pol priporočilo napisal, kar mi je tudi mogoče malo pomagalo takrat, ker sem začel v rednih korakih pri upravi pomorstva. Ker sem se vrnil nazaj iz vojske, seveda, rekel in tale moj šef je dobesedno rekel, ti mi samo malo sredi radiostanico, pa ću te ja ukrcat. Na ladjo. Na ladjo, ja. Seveda takrat slovenskega podjetja še ni bilo, to je bilo leta 1953, samo Jugolinija, ampak prav zato, ker sem jaz dobil službo na obalni, bi mi to skoraj preprečilo, da bi se sploh lahko ukrcal. Z enostavnega razloga, ta šef je mene preveč rabil in me ni hotel spustiti. Kaj je smisel in namen radioamaterstva? To je spoznavanje radiotehnike, radioamaterji so bili prvi, ki so začeli spostavljati zveze na velike razdalje. So pa, če začnem, ultrakratki, kratki, srednji, dolgi in tako dalje. In takrat je uradna znanost ugotovila, da so kratki valovi neuporabni. In radioamaterji na svetu smo dobili kompletne dovoljenje za delo kjerkoli na kratkih valovih. Pol pa, ker smo začeli, ker so moji predhodniki začeli izpostavljati velike medoceanske zveze, je pa znanost ugotovila, da je to pa preveč za radioamaterje. Pa so nam samo ozka področja, so takoj razdelili vsa frekvenčna področja in tako smo mi dobili na kratkih razne področja, tako na 80-metrskem valu, na 40 in tako dalje, da ne bom preveč našteval. In to je še danes, ta razdelitev še danes velja. In tu potem ampak glavni namen radioamaterstva je zgraditi svojo postajo radioamatersko, se pravi oddajnik, sprejemnik aparature, potem antene in je namen, da potem to preizkušamo. Se pravi, dovoljenje smo dobili, da potem to preizkušamo, kako nam to deluje. Pomeni, vsak radioamater naj bi težil k temu, da zgradi svojo radijsko postajo. V začetku je bilo tako, sploh ni bilo tovarniških postaj. Bilo samo, vsi smo bili takrat, tudi jaz kar precej let sem oddajal na radioamaterskih področjih samo z napravami, ki sem jih sam zgradil. Zdaj pa to, potem je pa to industrija, posebno Japonci so bili prvi, ki so začeli industrijsko izdelovati po znosnih cenah in tako se je začelo to, kar je še danes, da je prav redko kdo ti odtipka še homemade, da doma narejeno, da oddaja, da ne dela redko kdo to, No, to je. Zdaj pa, ker sem jaz to že veselo, v Ljubljani smo pa začeli oddajati z vrha Nebotičnika, tam smo imeli našo postajo radioamatersko, Tako, pol je bilo pa, no in pogoj je bil, da dobiš določeno število zvez, pa napreduješ v višji razred. To je pa že razred, ki je dovoljeval, da smo takrat razmeroma zgodaj jugoslovanski radioamaterji dobili licence, da lahko si zgradimo in oddajamo iz svojega doma. Torej, radioamaterstvo in to, da ste
naredili gimnazijo, srednjo tehnično šolo, vam je bilo nekako odskočna deska, da ste lahko potem nastopili kot telegrafist. Ja, ampak je vmes bilo še nekaj. Na radio obalni postaji, tam so bili v službi profesionalni radiotelegrafisti, ki se na tehniko niso kaj dosti razumeli. Ampak potem je pa včasih kak telegrafist, rednik zvolil, moj šef je pa vedel, da je znam dobro telegrafijo in je me kar dal v izmene. In tako sem jaz kar precej delal iz obalne postaje tudi kot telegrafist. In moj en dober prijatelj mi je celo rekel, to si vse lepo beleži, to ti bo še prav prišlo. Pa sem si vozil svoj dnevnik in približno 1 leto sem ta dnevnik vodil, mi je pripomogel, da sem dobil dovoljenje, da sem šel v upravi pomorstvu polagati izpite za profesionalnega telegrafista. Skozi to delovanje. Za tiste, ki ne vedo, kaj je to telegrafija? Telegrafija je način, kako mi lahko prenašamo preko teh medijev, kot je radioamaterskih valov, kako lahko sporočila prenašamo. Najbolj enostavno je telefonija. Mikrofon govoriš in drug te lepo posluša. Potem je radiotelex, ampak najprej je bila pa radiotelegrafija. In to je Morzeva, to je zdaj že 100 let od tega, ali še več, ne vem, ampak približno 100 let je delovala na morju radiotelegrafija. Najprej so bile linije na kopnem, od kraja v kraj, in so oddajali kratke pa dolge signale. Morze je pa, ko je videl, da bo to zelo uporabno, je on prvi predlagal abecedo, Morzejevo abecedo, Morzejeve znake, ki se do danes pravzaprav niso nič spremenili. Kako je on prišel do tega? Torej, moram najprej povedati, kaj je. Znaki so kratki, pikica ali črta. Lahko tle pokažem? Ja, prosim, vi ste prinesli s seboj to napravo. To so pikice, črte pa. Tako. To je torej dogovorjena abeceda? Ja, ampak kako je on prišel do tega? On je preštudiral svetovne časopise, več jezikov in je štel črke. In je v teh vseh časopisih se je največkrat pojavil znak E, črka E. In je rekel, pol pa naj ima črka E najkrajši znak, eno pikico. Potem je bil drugi, je bil I, 2 pikice. In te je tudi nekaj, ena črta je T, recimo, ne. In on je tako pod to abecedo sestavil in tako, kot so jo takrat uporabljali, je še, ampak takrat to ni bilo oddajanje na sluh, tam je na telegrafski postaji je tekel trak, na enem je bil elektromagnet, ki je, ta elektromagnet je pa aktiviral oni na drugem koncu, ko je dajo kratke ali dolge impulze električnega toka. Tisti elektromagnet je tisti vzvod premaknil, tam je bil pa svinčnik in je na tistem traku zapisoval pike, črte, tako, ne. In pol je tisti, ki je hotel videti, kaj je, samo tisti trak vzel in je tisto čital, bral in potem pisal. To so torej bile prve komunikacije na ladjah? Prve komunikacije, tako, ja. To niso bile radijske, radija ni bilo tu zraven. In potem so še mnogo let uporabljali, ker ste vi še med obema vojnama in še nekaj let po vojni hoteli telegram poslati, na ta način je šel. S telegrafijo. Pa železniške zveze so bile izključne z Morzevimi aparati, ampak ne s slušnimi, to je se vse pisalo na trak. Tako. Gospod Ciril, zanimivo, da so tudi vaše korenine že nekako bile nagnjene k temu, k pomorstvu, ne? Vaši starši, dedki in tako naprej. Ja, torej jaz sem imel 2 strica, en je bil profesionalni pomorščak in sicer najprej v stari kraljevi Jugoslaviji je bil podčastnik kraljeve
potem drugi stric je na Korčuli služboval in je bil skrbnik ene razkošne vile enega bogatega Žida. In ta Žid je imel tudi najbolj razkošno jahto na celem Jadranu. In moj stric je upravljal to jahto in se je večkrat celo pohvalil, da je celo kralja imel priliko voziti z njo. Torej, ko so te moji strici prihajali k nam na obisk v Belo krajino, se pri nas ni govorilo nič drugega, samo o morju smo se pogovarjali. Pomorstvo, glavna tema. Pomorstvo tema in tako sem jaz lahko rečem morje zljubil, še predno sem ga prvič videl. Jabolko ne pade daleč od drevesa. Ja. Vaše prvo domovanje in potovanje po morja široki cesti pa je bilo na ladji Rog, kaj ne? Vi ste prinesli s seboj ta vaš prvi album, ki ste ga, hvala, Ja. ki ste ga ustvarili, Morja široka cesta peljala me v mesta. Od leta 1955 do 1960 najprej. Najprej, ja. Takrat, ker sem bil še malo mlajši kot zdaj. No, kako vam je uspelo priti na to ladjo? Najprej Rog, to je bila sploh prva ladja, Ja. ne, čez oceanka. Ja, tako. Najprej tako, evo, to je zanimiva storija. Ko sem jaz videl, da je splošna plovba postala v redu pomorsko podjetje, ampak napako sem naredil, da sem mojim kolegom na radio obalni postaji povedal, da bom šel prosit splošno plovbo, če me sprejmejo na ladjo. In ko sem jaz prišel na splošno plovbo, so mi najprej to rekli, da jaz ne bi smel nobenemu povedati, da mene zdaj oni ne upajo sprejeti, ker so oni rekli, smo dobili iz reke obvestilo od uprave pomorstva, da če mene sprejmejo, da bojo njihove ladje zadrževali na sidrišču. Kazen bo to v splošni plovbi, če mene sprejmejo. Če bi bil vi kje drugje v službi, potem vas bi mi takoj sprejeli. In pol je eden od tam šel z mano v Koper, in to je bil njegov prijatelj Radia Koper, je bil njegov direktor Radia Koper, je bil njegov prijatelj. In je rekel, sva prišla k njemu, pa rekel, bi tega fanta za kak mesec, dva vzel, pol ga pa mi sprejeli. Pa je povedal, zakaj je to potrebno. Seveda, sem bil takoj sprejet. In ker sem jaz si v Kopru uredil stanovanje, začel delati po enem tednu, ali še celo manj, sem šel na splošno plovbo, pa sem rekel, zdaj pa je že vse to urejeno pri meni, pa je rekel personalni glih prav, zdaj pa Rok ravno v reko pride, kar takoj te bomo vkrcali. In meni je bilo zelo nerodno takoj dati odpoved na Radio Kopru, tako da imam delovno knjižici napisano službovanja Radio Koper 5 dni. Zakaj so vam pa hoteli preprečiti, da bi se vkrcali? Zato, ker so me rabili na obalni postaji. Pomeni, da ste bili zelo dober tehnik, radio... Pa ne sem radio, elektro, tam se je ogromno napravilo iz obeh področji, iz radio in pa so imeli tam še take stare vdajnike, ki so verjetno z odpisanih ladij, tisto sem jaz vse uživel, da so tam imeli, tako da prej so mogli na enem vdajniku menjati frekvence, pol je pa vsak val je imel svoj vdajnik in tako dalje. Povejte nam, kateri so glavni poklici pravzaprav v posadki na neki ladji? Ja, v grobu mi je deljena na dva dela, na strojni del in na krovni del, na krovu. Najvišje od vseh je pa seveda poveljnik, kapitan, ne. Pod njimi so oficirji krova, prvi oficir, drugi oficir, tretji. Mi gre povedal, kako v pomorskem žargonu. Poveljnik je barba. Barba? Barba, nič drugače, nihče ga ne kliče, še danes je barba. Prvi oficir je čif. Čif krova, čif palube. Potem drugi oficir je sekondo. Tretji je terco in noben ga drugače ne kliče. Na vseh ladjah tako? Na vseh ladjah. Po vsem svetu? Ja, tu pri nas, mi smo precej vezani na naši pomorski, ta Latovščina je precej italijansko obarvana, ampak pa dalmatinsko, ne. Tako da v tem delu tukaj? Ja, tako, ja. Tako da, no in poklice, ne. Potem so krmilarji, to ni oficirski poklic, ampak je posebno izšolan, ki on, krmilar, mora znati samo
na kompas gledati in on mu reče samo toliko stopinj levo, toliko desno ali pa tako smer drži, ne. In to so v izmenah. Ponavadi najmanj 3 morajo biti, ampak ponavadi je celo 5 krmarjev, 5 potem so v stroju ravno tako, vzporedno v enakem rangu je, kot je poveljnik, je upravitelj stroja. Pole pa tudi prvi makine, chief makine, sekundo makine, to so izražene, drugi, tretji, ne. To je torej strojni del. Ja, in tele oficirji vodijo izmeno, v dežur, to je vse v izmenah, ne. In je pa tudi zanimiva služba, da gre tako v izmenah, ne, da se, in to na vseh ladjah na svetu, če vi na drugem koncu oceana ob 2 popoldan srečate ladjo, veste, da je tam dežurni drugi oficir. Kam ste vi spadali? Ja, krov, to je časnik. Krovni del. Radiočasnik se je imenovali, radiotelegrafist. Mi smo imeli tudi več nazivov. Recimo celo zelo tak časno je bilo, če ti je nekdo rekel Šior Marconi. Vas so imenovali tudi tranzistor, ne? Ja, jaz kot radioamater sem že 57. leta si zgradil prvi oddajnik na tranzistorje. In ker so nekatere pa to zanimalo, ne, ta tehnika, in so spraševali, jaz sem pa z veseljem tolmačil, kaj to tranzistor je, kako to zamenjuje elektronke in tako dalje, ne. In pol se me je kar prijelo ime tranzistor. Je rekel, grem k tranzistorju v radio postajo. Ja, zanimivo. Torej, leta, rekla sva, začelo se je z ladjo Rog leta 55. Ja. Katera je bila vaša prva pot, prva linija? Kam ste najprej odpluli? V Ameriko. V Ameriko. Ja. Torej, 3 potovanja sem prej naredil z Rogom, predno je prišlo na vrsto potovanja okoli sveta. Ja. Pa severno Evropo smo tudi šli, ne. Koliko časa ste potovali v Ameriko? Ja, kakih 20 dni, 25 dni, tako. Ja, včasih tudi cel mesec, ker je bilo slabo morje in tako dalje. Koliko časa pa se danes potuje iz Slovenije? Najprej se z ladjami tako rekoč več nič ne potuje. Ne potuje, ne, ampak to so trgovske ladje, ne? Ja, trgovske. Ja, tam 20 dni, no. 20 dni tudi. Ja, to je zelo lepo opremljeno tudi vse, ne? V ladji. Ja. Ste imeli svojo sobo? Ja, to vedno, treba ima svojo kajuto, ja. Kajuta se imenuje. Ena je bila v delovni prostor, radio postaja, ne. Drugače pa kabina, ne. Vi ste torej pluli večinoma samo s trgovskimi ladjami, ne? Samo. Ja, in to so 2 vrste bile. Ene so bile linijske, druge so bile pa tramperske. Tramperska plovba, kaj to pomeni? Tramper je pot v neznano. Že vedno komerciala, splošne plovbe recimo, je dobila tovor za neko pristanišče in mi smo ta tovor prevzeli in šli tja. Med potjo je komerciala že iskala, kam bomo šli pol. In najprej je zelo redko tudi včasih prazni, recimo mi smo celo z Rogom šli prazni v Ameriko, nazaj pa vozili, takrat je bil glavni tovor pšenica pa žito pa moka iz Amerike, pomoč Jugoslaviji prejšnji, ne. To, ne. In koliko ton je šlo pšenice na krov? 10,000 ton. 10,000 ton? Ja, na Rogu, ne. Ja, pa smo pa na ladjah, ki je šlo tudi 30,000. Tako, pozneje. To je bila torej prva pot v Ameriko, potem pa ste pluli tudi okoli sveta, ne? Ja. Z Rogom? Z Rogom, ja. Splošna plovba je bila tako uspešna, da je tovore dobila tako, da je praktično Rog plul okrog sveta polno natovorjen. Prvi tovor je bila ena ruda, barit se mi je reklo, te rudi, zelo težka. Kje ste jo naložili in kje ste jo odložili? V reki smo jo naložili in v New Orleans smo jo
istovorili. Potem smo šli 2 dni, ali še manj kot 2 dni, en dan vožnje na Tampo na Floridi. Tam smo polni tovor fosfata dobili za Japonsko. Potem smo ta tovor japonski istovorili in smo šli 2 dni spet plovbe, prazna ladja do Kitajske. Tam smo dobili pa železno rudo iz Kitajske za reko. In tako je bila praktično, kaj je pomenilo potovanje okoli sveta za splošno plovbo. Najprej je to pomenil velik finančni uspeh in so rekli, ladja Rok se je izplačala samo s potovanjem okoli sveta. Ker smo mi na tem potovanju na Pacifiki nas je doletel en strašen tajfun, 26. februarja 1956, je radio, 4 ladje, no to veliko pove, da so se 4 ladje okrog nas s posadkami potopile, s posadkami vred. Mi smo izgubili samo enega krmarja, ne. Ampak ladja je bila precej uničena, prišli v Hakodate na Japonskem, tam so v ladjedelnici našo ladjo popravili, da smo lahko pot nadaljevali. Ampak splošna plovba, tehnični sektor je navezal te zveze, to ladjedelnico in eno leto pozneje so že gradili največjo jugoslovansko ladjo, te ladjedelnici, ladjo Piran za splošno plovbo, ravno tu jo vidite. Ja, tako. In to je bila takrat največja jugoslovanska ladja tudi, ne. In jaz sem bil celo spet v posadki, ker smo šli to ladjo prevzeti. Sem bil na 2 parnih, to je bil Rok pa Gorica. Tam so mi rekli, da so me zato, da ukrcali, da me bojo dali med posadko, med pogrebno posadko, ker gremo za pogrebom ladje, za staro železo. Rok? Ne, Rok, Gorica, to je bila druga ladja. In mi smo to Gorico pripeljali v Japonsko, seveda s polno tovora celo še, zadnje potovanje, predali ladjo Japoncem, v Osaki so jo menda bolj razrezali staro železo. Mi smo pa šli na prevzem te največje ladje jugoslovanske. Zanimivo. Nekje sem prebral, da bi naše slovenske ceste in tudi trgovine bile zelo prazne, če ne bi bilo pomorstva, kajti še pred leti smo menda kar 90% vseh stvari pripeljali po morju. Ja, to je še danes. Trgovina torej, pomorstvo je za trgovino bistveno. Ko si potrošniki nalagajo na svoje nakupovalne vozičke robo iz predalov. Niti ne razmišljamo, ne? Niti ne razmišljajo, kako je do tam prišlo. Torej, da je sploh prišlo do tam, živi ena vrsta ljudi, ki niso nikoli doma, ali pa vedno doma na ladjah. To so ladji pomorščaki, ne. Sam, kot ste izvedeli, v 2 obrokih sem jaz plul. Najprej v te, kot zdaj se pogovarjava, kot mladenič. Potem, ko sem se poročil, sem bil 25 let lepo doma, pol pa pred penzijo sem pa ponovno začeli potovati. Še 7 let šel nazaj. Jaz sem to željo vedno imel, ne. In takrat se je veliko spremenilo, napram prvič, z mano je lahko tudi moja pokojna žena, zdaj že pokojna, potovala. Je tudi ona lep del sveta z mano videla, ne. To je bilo pa pol ker sem potem še z drugimi imela, če jih grem naštevat, Rok, Gorica, prvi Piran, potem sem bil še na enem Piranu. Potem je bilo Novo mesto, ravno to Novo mesto je prišlo pa vmes. Medtem po 15 letih je splošna plovba zelo napredovala in je rabila pomorščake, ker se je zelo širila. In nas je poklicala na srečanje, in sicer srečanje bivših pomorščakov. Najprej jih je zaskrbelo, ker sem jaz rekel, da zdaj še ne, ampak da bom pozabil. Pa so rekli, da naj si jaz samo zrihtam 2 meseca dopusta, pa da bom eno potovanje naredil, da bom spet prišel notri. In jaz sem bil takrat v službi na elektrarni Zlatoličje, na Dravskih elektrarnah, in k sreči nam niso nadur plačevali, ampak v dobropis.
in meni se je tega dobropisa in mojega dopusta nabralo za 2 meseca. Tako sem pol prišel na to. In še nekaj sem se pohvalil, da jaz sem na Zlatoličju sem bil v službi, v Staršah smo stanovali, v elektrarniškem stanovanju in tam sem jaz na osnovni šoli začel, spet smo ustanovili radio klub in z najmlajšimi jugoslovanskimi radioamaterji. Jaz sem tiste osnovne šolce od 4. razreda naprej naučil telegrafije, Morzeja in so vsi dobili licenco. Najmlajša je bila celo moja hčerka Mojca, ki je bila 10 let stara, ki je dobila licenco in je začela oddajati. Torej, to sem povedal in Splošna plovba nas je zelo podprla, dala nam je odpisane oddajnike, sprejemnike iz starih ladij, potem vse nas je povabila na ogled ladje in tako dalje. Ne. Zanimivo. Kako? Potem je nekaj vaših učencev tudi resnično postalo telegrafisti, so bili na ladjah, ne? 3, če mojega nečaka, zraven celo 4 so. Poklicno potem opravljali? 3 so poklicno. Ta moj nečak je pa potem, lahko bi šel izpit polagati, pa ni šel, staž je imel, ampak je rekel, da ne bo več nikoli šel na morje, ne vem. V stroju je pa neprimerno težje. On je pa ni bil radiotelegrafista, ker je končal srednjo strojno šolo, je bil strojni tehnik, ne. In kot takega so ga vkrcali za asistenta, pripravnika v ladijsko strojarnico, ne. Koliko ste vi bili stari, ko ste se prvič vkrcali na Rog? 19 let. 19 let. Ja. In potem ste pluli koliko let? 5 let. 5 let? Ja. Na Rogu? Na Rogu. Potem pa? Ne, več, mislim, 21 let sem bil star že, tako sem malo. 21? Ja, sem malo. Ja, potem sem šel z Roga dol in sem se zaposlil, poročil in zaposlil najprej v tovarni kondenzatorjev Iskra Semič. Tam smo se tudi spoznali z mojo bodočo ženo. Jeleno, ja. Potem pa smo se preselili v Maribor, ne. Najprej sem bil v službi v tovarni Dušika Ruše, vse v področju šibkega toka, vzdrževanje tele šibkotočne opreme, avtomatike in tako dalje. Potem sem pa bil sprejet na Dravske elektrarne in potem pol pa naprej, tako kot zdaj govorim. Pripovedujte nam, kako ste potovali po novo ladjo Piran, ki je bila izdelana na Japonskem. Ja, to smo potovali, to je bilo zelo, Splošna plovba je zelo znala izkoristiti, da smo peljali staro ladjo v razrez za staro železo in ta posadka od stare ladje Gorica je potovala potem na Japonskem na Hakodate na prevzem nove ladje. Kako je to izgledalo? Kako izgleda prevzem nove ladje? Ja, ni bilo dosti časa, najprej spoznavanje, ne. Potem smo v tistem času, ki smo spoznali, ne, takrat so še delniški strokovnjaki gor, da so nas vse poučili. Spoznavanje traja nekaj dni verjetno, ne? Ja, in pol je pa z nami potoval še tale Garant. To je ladjedelniški strokovnjak, ki potuje še pol leta za to, da še naprej inštruira posadko in seveda, če se karkoli zgodi, da vidi, a je bila kriva posadka ali karkoli. V glavnem, veliki prijatelji smo tudi postali s tem Garantom našim, ko je, smo ga vse mogoče spraševali, recimo, on je bil starejši že, pa tudi kje je bil med vojno. In je, veste, bila pomorska sila Japona, on je bil pa upravitelj stroja na matični ladji za podmornice. In je povedal, kako je bilo konec, ker je bila kapitulacija Japonske. Je bil višji oficir in vsi višji oficiri so dobili takrat pri kapitulaciji nalog, da se ubijajo. Ja. In ta je lepo rekel, jaz sem pa vseeno en dan počakal, pol pa ni bilo več te potrebe, je rekel. Ni bilo potrebe. Je tudi nek obred, ko ladja prvič izpluje? Ja, torej to je takrat, ko gre prvič, to je še posebno. Ko jo spustijo v morje? Ja,
To so te slike. Tukaj gledam, ja. 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 Notri so Golobi. golobi, ne. Ampak to je bilo samo na Japonskem, ta proces. Ko, eno je tista obvezen šampanec, ki se razbije, ne. Zakaj se razbije šampanec? Ob bok se mora razbiti. Kaj to pomeni? Ja, za srečo. Za srečo. Tako. In to ga botra, ponavadi so botre. Botra je bila žena od našega ambasadorja na Japonskem. Ta ambasador je bil pa zadnjič sem gledal oddajo v temle misionarju v Kosu. Brat od tega misionarja je bil pa ambasador na Japonskem. Ja. In njegova žena, evo tu jo vidimo. Pri teh mikrofonih. Je bila botra, ne. No, in potem se zgodi, da takrat steče v morje, to je prvi stik z morjem, kar še ni gotova ladja. Takrat je... Prvič iz ladjedelnice. Tam, kjer so jo zgradili. Ampak ostane v ladjedelnici naprej, ker jo nagrajujejo pa pol, še stroj pozneje zgradijo. Takrat je celo brez stroja, gre dol. Vsa oprema gre kasneje. Ja, večina, ne, večina. No, in oni imajo pa še ta, da potem se tale balon se razlete in so ga... V balonu so pa golobi. Ja, zleteli na vse strani. To sem jaz preslikal iz ladijskega albuma. To je torej nekaj posebnega, samo na Japonskem. Na Japonskem, ja. Pol pa seveda, ko pride, ko prevzame, ko gre z Japonske, potem to je pa tudi zanimivo, ko Japonci, to so predvsem pristaniški delavci, pa tudi drugi pridejo, vržejo trakove na ladjo. Mornarji morajo tiste trakove vzeti, papirnati trakovi so to. In ko se ladja začne odmikati, se trakovi pretrgajo, medtem igra Sayonara, so oni rekli, poslovilna melodija, in tako izpluje iz ladjedelnice na prvo potovanje. Sicer pa je zanimivo, da so ti obredi med pomorščaki zelo znani, tudi zanimivi. Ko ste prvič pluli preko ekvatorja, ste morali doživeti tudi krst, ne? Ja, to je pa Neptunov krst. Neptunov krst. Ja. Zakaj se imenuje Neptunov krst? Ker na ladjo se povzpne morski kralj Neptun. Aha. In on naredi, preverja posadko, sprašuje vsakega posebej in ponavadi so taka vprašanja, da za njega sigurno ni pravega odgovora. Ampak je potem takoj kazen. Tam mornar mora spiti eno ponvo morja. Morske vode. Morske vode. Če se preveč upira, dobi še takoj eno. Pol pa seveda Neptun je kar prizanesljiv, takoj merico ruma, da si tisto... Da ne bruhaš, ne? Da se posplahneš. Tako, in potem dobiš posebno diplomo in tisto diplomo moraš vedno imeti seboj, ker če nimaš te diplome seboj, pa ladja tista, na katero si se ponovno ukrcal, gre ponovno preko ekvatorja, dobiš še en krst. Kdo pa upravlja te obrede na palubi? Ja, enega pač našemijo za Neptuna in tako dalje. Ja, reka oziroma ladja Piran je potem priplula v slovenske vode. Ja. Kam so bile potem njene poti usmerjene? Torej, najprej... Tukaj Split, Ploče. Linija, z to ladjo je bila odprta linija okoli sveta, ker to je bilo naključno potovanje okoli sveta, ampak z tem znanjem, to je tudi pridobitev tega našega potovanja, je splošna plovba navezala z agenturami okrog sveta in je potem s pomočjo teh poznanstv odprla linijo, ki je mnogo let uspešno upravljala. Ja. In te ladje so tudi že Piranje, so bile tudi potniške, tam do 20 potnikov je mogla voziti. In največ so te kabine zasedali amerikanski upokojenci, in ki so izjavili, da je njemu cenejše iti okrog sveta z ladjo splošne plovbe, manj porabi denarja, kot pa če bi ostal doma. Tako. Ko ste prispeli v neko pristanišče, znano pristanišče v Atene, denimo vidim tukaj imate Pirej, Solun in tako naprej, koliko časa je potem ostala ladja, ta trgovska ladja tam zasidrana, da so vse to preložili? Ste vi verjetno imeli veliko časa takrat? Veliko, še več kot drugi, ker zato so tudi rekli, da smo mi turisti na ladji, telegrafistom, čeprav smo
si mi dela, kolikor si hotel. Ste si potem privoščili potovanja po državi? No, ampak zakaj? Zato, ker ladja iz pristanišča ne sme oddajati. To je zelo strogo. In se pravi, da ker ne smeš v radioslužbi upravljati službe, si prost. Ampak nas, na vseh jugoslovanskih ladjah so nas zaradi tega zaposlili, da smo bili še ladijski ekonomi. Mi smo mogli potem nabavljati hrano, pa obračun hrane za posadko, ja. Tako del. In jaz tega nisem rad delal, pa ne zaradi tega, da mi je bilo odveč delo, ampak zaradi provizije. Mi smo jih imenovali ladijski oskrbniki po svetu, shipchandlerji, to so trgovci, in oni so to potem tudi nabavijo in odvisno, koliko smo nabavili, dajo provizijo. In tisto provizijo smo delili na 3 dele. 1/3 je dobil poveljnik, 1/3 je dobil ekonom, 1/3 pa kuhar. In včasih pa ni bilo nič, ali pa zelo malo. In kuharji niso verjeli, da ni bilo nič. In so mislili, da smo jih s poveljnikom, da smo jih okrog prinesli. Da ste dali v svoj žep. Zato nisem rad delal tega. Kdaj ste prvič pluli čez Sueški prekop? Vidim, da tukaj to je bilo imate potovanje okoli sveta. Takrat, ko smo šli z Rogom okoli sveta. Mi smo šli na Gibraltar, Amerika, Pacifik, Panamski prekop in tako dalje. Vrnili smo se pa preko Indijskega oceana, Rdečega morja skozi Sueški prekop. Krasno. Kilski kanal, Bremen, Hamburg. Ja. Kaj pa, ko se ladje na morju srečujejo? Ste srečali kaj tudi? To je posebno doživetje. In sicer najprej je zelo telegrafista ne gledajo preveč lepo, če ni napovedal. Če se 2 ladje istega podjetja srečajo, telegrafist pa ni povedal, da je tam. Zato smo se mi vedno, to se meni nikoli dogodilo. Ste imeli naprej dogovorjeno? Smo dogovorili, potem se ga še poveljnika dogovorita, da gre tam malo spremenita smer, tako da je srečanje čim bližje. V Afriki ste bili tudi med temi divjimi živalmi? Ja, smo si ogledali vse. Ste si ogledali vse. Kako so vas ljudje sprejemali, denimo, ko ste prispeli v kakšno znano mesto, pristanišče? Torej, jaz sem imel kar malo privilegijev pred drugimi. To pa zato, ker sem preko radioamaterske postaje sem se že naprej pojavil in me je vedno kdo čakal. Te radioamaterji po celem svetu so osebni stik navezali z mano in so me tudi pol vodili okrog, pokazali, neprimerno več, tudi še posebno takrat, ko je bila moja žena z mano, ne, in smo tudi take radioamaterske pare na tem potovanju srečali. V New York City, kdaj ste prvič prispeli? To je bila pa takrat s Piranom. Ker Piran, ker smo mi, ni prišel takoj domov. Ker smo ga iz ladjedelnice odpeljali, smo imeli tovor za Severno Evropo, iz Severne Evrope smo šli v Ameriko, iz Amerike smo pa že dobili tovor za reko. Ne, tako. In pol dan, ko smo pripluli, seveda mi nismo prišli v reko, mi smo šli v Piranski zaliv, smo se tam usidrali in so 3 dni avtobusi privažali Slovence, da si grejo naj ogledati svojo največjo radio, in tisti dan je bil Piran razglašen občinski praznik. Ne. Pa so rekli, ko pridete v reko, boste takoj na vrsti, in to bi mogli mi popoldan priti na reko in bili takoj na vrsti. Mi smo pravočasno izpluli, ampak takrat, ko smo prišli na sedrišču, so rekli zvečer. Smo do večera čakali, ki je bil že mrak. In potem, ko so ladjo peljali mimo, mi smo bili še vedno okrašeni s temi zastavicami, in nekje so zvedli, da pluje v reko, prvič pluje največja jugoslovanska ladja v reko. In so nas tuje ladje začele pozdravljati. Vse ladje Jugolene pa Hrvaške so nas pa pozdravljali z molkom. Mogoče je zanimivo, da povem, kako sem na njihov molk odgovoril. Ja, prosim. Mi smo imeli zelo močno ozvočenje, zunanje tudi. In jaz sem v radio postaji dal
jaz sem si prebral na to potovanje, ker smo mi s to ladjo pristali v Hamburgu, ta prve tiste ta male plošče od Avsenikov. In sem Avsenika zavrtel v reki. Potem so mi celo rekli, da sem šovinist. Ampak sem zadovoljen, da sem tako pozdravil reko. Ko ste prej povedali, kako ste pluli zadnjič z Rogom, Ja. kako izgleda? Tudi to je neko slovo v pristanišču, ko se ladja zadnjič pravzaprav izpluje iz pristanišča nekje, ko gre na razrez. Ja, to je pa ni Rog bil, to je bila Gorica. Gorica, ja. Ja. Najprej je cilj, da tudi takrat nekaj zasluži. Tako smo mi smo bili še v ladjedelnici, da so ladjo pripravljali, da je bila sposobna tako potovanje na drug konec sveta, v Piranu. Takrat je bila v Piranu, v Portorožu je bila. Tam, kjer je danes ta hotel, ta največji hotel Bernardin. Tam je bila ladjedelnica, ki so jo premostili pol v Izolo. In od tam smo mi šli v Tunis s prazno ladjo, tam smo dobili polni tovor fosfata in ta fosfat smo peljali na Japonsko. Sicer pa je neko slovo, to hočem vprašati, v pristanišču, ko ladja zadnjič izpluje in se poslovi, da se ne bo nikoli več vrnila v pristanišče, neke sirene se oglasijo in tako, ne? Ampak takrat v ladjedelnici ni bilo druge, ko ladja Pohorje. In nas je seveda pozdravila, ne. Potem pa ko smo bili pa v Tunisu, v Sfaxu, je bila pa tam ladja Gorenjska. Je bila druga ladja, ki nas je pozdravila. Pa tudi tam so nas druge ladje pozdravljale. Pol smo pa srečali v Sueškem kanalu še Martina Krpana in tudi ona se je pol pozdravila, ja. Ja, v vašem času, začetkih vaše plovbe, ste bili zelo aktualni tudi za časopisje, kamorkoli ste prispeli, ne? Tako da so marsikaj objavljali, vidim, da imate to v japonščini, kitajščini, ne vem kaj vse. Ja, jaz sem imel, da sem shranjeval, rad sem, to mi je tudi omogočilo, da sem po tolikih letih te stvari začel opisovati. O čem so poročali? Da je prvič prispela ta ladja v njihovo pristanišče? Ta tu, ne, to je japonski. Tu so poročali, da smo bili v kakem viharju smo bili, kako je se posadka odlično držala, da smo sicer enega izgubili, ampak da so okrog nas 4 ladje potonile s posadkami vred. In ta članek je bil povod, da so prihajali v japonski, učitelji so učence z cele šole prihajali, da so si ogledali, kako izgleda ladja, ki pripluje direktno z tajfuna. To je to. Kaj se je zgodilo, da ste izgubili enega sodelavca na krovu? Ne bi smel venjeti, pa je šel na krov. V času neurja, viharja. Ja, in je šel, je mislil, da bo tam eno navigacijsko svetilko uspel rešiti, ki se je snela že in je samo na kablih binglala, kar ne bi smel, ni dobil povelja, on je sam šel, drug je šel za njim, da ga bo zadržal, ampak je oba odplul, samo njega je preko krova, ta drugi se je pa uspel zadržati na krovu. Na ograji? Na ograji, ja. Tako in pol reševanje, mislim s tem, ko je začeli, poveljnik je takoj ustavil stroj, da bi nas signalo proti tistemu, ampak je ladja začelo na bok in tisti trenutek, če nas bi zajelo neurje v bok, bi ladja potonila. Tako da je s tem, ko je potem poveljnik prekinil reševanje tega pomorščaka, je rešil ladjo in posadko. Kaj ste se naučili na morju v takšnih hudih urah? Najprej, ko sem bil prvič v takem neurju, da nisem vedel točno kako, že to, da nisem šel na pravo stran ladje bruhati. Sem šel na tisto, ki vede proti meni. In to so me opazili, ne. In potem so takoj sklenili, so me pustili, da nisem, jaz sem bil pripravnik takrat, ne. Mi smo iz Amerike se vračali na reko in takrat moj trdni sklep je bil, samo da mi pridemo na reko, nikoli več. Mi smo prišli na reko,
ampak takrat sem se že premislil. Ampak to je bilo tudi edinkrat, da je meni bilo slabo, ne bom rekel, da sem se dobro počutil, ampak da sem prav tako strašno slabost občutil, to je nikoli pozneje. Ja. Koliko časa traja takšen vihar, denimo na morju, ki ste ga vi doživeli? Koliko časa se ladja bori v tako razburkanem morju? Ja, naš tako rekoč 2 dni je bilo, ampak 2 dni? Ta najhujše je bilo kakih 8 ur. 8 ur skupaj? Ja, takrat še meteorološka služba ni bila tako doterana, kot ko smo mi sprejeli, da bomo prispeli v vihar, smo bili že v njemu. In ni bilo mogoče drugega, kot ladjo prirediti za tako srečanje. Kaj se je takrat dogajalo s posadko? Je to velika vznemirjenost med ljudmi takrat? Nobene vznemirjenosti ni bilo. Zelo vredno. So pripravljeni na to? Pripravljeni, ja. Bom enkrat povedal, pa to ni bilo takrat v tistem viharju. Včasih tako, ko ladja pade, nastane tak val, pa pade, takrat sem bil še pripravnik. Na krmi je bila obednica za posadko in je padla ladja krma dol, ne? In kar naenkrat mi pred sabo vsi zagledamo krožnike. Ne? Razbite? Ne razbite, nekaj se je tudi razbilo, ampak vsi podzavezno, smo se prav smijali, zagrabili kaj? Kozarce vina. Vsi kar naenkrat, krožnike smo pustili, samo vsak je zagrabil svoj kozarec, ker v kosilu je bilo vedno tudi vino na mizi. Tako. Štajerci so menda med najbolj znanimi mornarji, je to res? Tudi najbolj priljubljenimi? Ja, kar precej jih je tukaj, tudi Mariborčanov, ne? Ampak da ne bi zapostavil moje Belokrajine. Mi imamo celo društvo bivših pomorščakov Belokrajine, kakih 30 nas je in se letos še nismo, vsako leto se dobimo na srečanju v Belokrajini. Povejte, kakšno vlogo je v vašem življenju odigrala vera? Prebral sem v vaši knjigi, da vam je vaš oče večkrat povedal tisti stari rek, da kdor ne zna moliti. To je bil stari oče. Stari oče? Ja, on je v Ameriko potoval, prej na delo so takrat. Kdor moliti ne zna, naj se na morje poda. Ja, tako, ja. Ja, tako je bil, v glavnem o veri se ni govorilo na ladji. Nič. Potem ravno tako se pri radiomaterjih ustvari, je tako rekoč bila verske debate izključena tema, ne, prepovedana tema, ne, to je bilo takrat, ne, ja. Da je na morju tako, ne, ampak že takrat se je zgodilo, da je le nastal v salonu posadke božični drevešček, pa kaj boljšega bilo za kosilo. Recimo bom povedal en tak doživljaj. Mi smo se, jaz sem imel celo društvo radiomaterjev naših izseljencev v Torontu. In smo se vsak dan dobivali iz Toronta. En mate iz Toronta je nas tako spremljal kot moja familija od doma. Vedno smo se slišali, vedno smo imeli zveze in ko smo mi krenili od Paname proti Vancouverju, je me vprašal, kdaj bomo prišli v Vancouver. Sem rekel, točno za Božič bomo v Vancouverju. On tako sledilo iz Toronta vprašanje, če bomo imeli slovensko potico. Jaz sem pa odgovoril, potica verjetno bo, ampak ne bo slovenska, ker naš kuhar ni Slovenec. Tako, on je rekel, pol vam bom pa eno poslal iz Toronta, ker naša dekleta tu pečejo odlične slovenske potice. Jaz sem mislil, da se šali. In ko smo mi pristali da se pričakala slovenska potica. Bili privezani v obalo v Vancouveru, na ladjo prihaja policaj in išče telegrafista. Vsi že gledajo, kaj sem ga jaz polomil, ne. Je bil pa znanec en svoj, tako rekoč, iz mojih prijateljev v Vancouver in ta je poslal njemu potico z avionom in je prinesel potico. Neverjetno. Policaj, ja. Neverjetno. Tako. Sicer ste občutili praznike tudi na ladji, če ste potovali tako mesec, 2, 3 skupaj. Ja. Ste vedeli? Ja, torej, najprej tisti dnevi, ki so prosti, ne, tisto se je, redko kdaj so kakšne nadure izplačali.
je bilo tudi bolj dobropis. So pa izplačevali tudi nadure na ladji, ja. Če si toliko časa z doma, se doma lahko marsikaj spremeni, tudi zgodi, Vete, tudi neljubih stvari. Ja. Kako pa to doživljate? Torej, to je bilo najhujše, je to bilo za radiotelegrafista, ki je izprejel telegram, umrl ta pa ta, ne, in tako dalje. In jaz sem moral tisto, nisem rad to delal, ampak sem moral vnesti to obvestilo, ne. Najbolj me je presenetilo, tisto me je pa zelo tudi prizadelo, ko je eden v stroju dol, mazat stroja je bil nekje dol z Dalmacije in je dobil telegram, rodila hčerko, obe zdrave, volete in tako dalje, tak telegram, ne. In ta človek, jaz takrat še sem bil dalek pred tem, da sem mu tudi sporočil, ne, ampak me je silno prizadelo, je ta telegram raztrgal, zmečkal, pa je dobesedno rekel, zašto jo nije udavila, ker je sina pričakoval. To so hude stvari, ne. To telegrafisti včasih doživimo na ladji. Dobro, pustimo to. Je kruh pomorščaka zelo trd kruh ali je to nekaj? En izrek velja, da ima 7 skorij. Zakaj 7 skorij? Zakaj jih 7, ne vem, ne. V glavnem, mogoče bi znal to odgovoriti, zakaj je ravno 7, ne, ampak trdo delo je. Ker ste rekli, da koliko časa. Takrat prvič smo mi pristajali v pristanišči, redko kdaj je bilo manj kot 14 dni, dostikrat cel mesec. Če smo mi prišli v reko, smo bili najmanj en mesec na reki in mene je poveljnik lahko tudi za cel teden spustil domov. Zato jaz nisem čutil potrebe, da grem na dopust. In sicer, če grem na dopust, bom prišel sam na slabšo ladjo po dopustu, ne. Sem zelo rad. Pa poveljnik moj je bil tudi tak, saj so nama 3 leta sem bil s poveljnikom, istim poveljnikom, Baldomir Podgornik, in je bil 3 leta sem bil z njim skupaj, nisva šla na dopust. In da se nas je že prijel, da sva inventar roga. Ja, tako. Glavna naloga telegrafista na ladji je bila katera? Glavna, zaradi katere mora biti gor, je varnost plovbe. In sicer, da bo poklical, če se bo kaj zgodilo, na pomoč, oziroma da bo obvestil poveljnika, da je v naši bližini se nekaj zgodilo in da smo šli. Zato je moral biti. Tisto pa ni bila obveza zaradi komercialne. To je bila pa velika prednost, ker je potem komerciala ladijskega lastnika bolj smotrno usmerjala ladjo. Več tovorov dobila, boje služila. Tako. In zato smo mogli, vesno, je pa zanimivo to, da smo, predvsem jaz sem vedno poslušal 2 postaje, ker smo dobivali telegrame, pozneje tudi radiotelekse, ali preko reke, ali pa preko Berna. Obalna postaja Bern v Švici je obalna postaja, čeprav tam ni morja, ne. Ampak najbolj smo jo slišali, najcenejše usluge je tudi imela. In ko so fantje hoteli telefonirati domov, ne, sem jaz mogel spostaviti zvezo s telegrafistom na obalni, on je pa prevezal. In to je bilo precej cenejše, če je ta veza šla preko Berna, kot pa preko reke. To je zanimivo. Torej, vi kot telegrafist na ladji ste bili glavna zveza s celino. Ja, edina. Vse informacije in edina. Ja. Vse informacije, vse, kar se je dogajalo na celini, so šle preko vas. Tako. Do posadke. Ja, imeli smo pozneje tudi televizijo na ladji, pa smo imeli predvsem pa radioaparat, ne, v salonih oficirskem in za posadko. Poleg tega pa se je marsikdo tudi sam imel svoj radio, ne, tako da smo, kar se je pač dalo loviti, ne. Recimo, oddajo za pomorščake smo spremljali od reke, pa tam nekje še od Azorov naprej. Pol naprej pa več nismo mogli spremljati te oddaje, ne. Zagrebška je bila tudi na kratko, bilo tisto emisija za pomorce, se je Zagreb v ponedeljkih je imel, smo pa del časa lovili. Torej, kot glavni človek za ladijske zveze na ladji, ste imeli tudi prednost, kar se tiče vaše družine. Verjetno ste lahko malo več komunicirali tudi z vašo družino. Torej, jaz sem jo kot radiomater, ne, to je
To je bilo in večkrat je šlo tudi tako, je nekdo mogel nujno sporočiti, včasih je šla ta zveza radijska težko, smo bili v takem področju, da bo šele čez 12 ur taki pogoji, da bom lahko z reko delal. Jaz sem radioamatersko zvezo prej z domom naredil, žena je pa pol telefonirala na dom tistega, da je lahko sporočil, kaj je bilo tako. Cela vaša družina Ja. so radioamaterji. Ja. Tudi vaša žena je bila radioamaterka. Tudi je bila radioamaterka, ja. Ja. In telegrafisti. Tako, Vse skupaj. ja, ja. In kako so Žena potekale? je sicer delala bolj na foniji, je pa, predvsem je pa bil velik mojster za telegrafijo, posebno za tekmovanja amaterska, moj sin Marko. Ki je tudi potem potoval. On je tudi potoval. Poklicno. Na enem koncu sveta je plul on svojo ženo, tudi je Mojca, obe Mojci in hčerka je Mojca. Na drugem koncu sveta sva midva z Danico plula, doma je bila pa samo hčerka Mojca in smo se vsak dan pogovarjali. To je že sedaj nazadnje, ko ste že bili v penziji, ne? Ja, zdaj že, ja, tako. Se pravi, 4 na morja širokih cestah, le hčera doma. Le hčera doma, smo rekli, to je pa naša obalna postaja, preko katere smo delali. In koliko ste uspeli komunicirati preko teh radijskih zvez? Radioamaterskih? Ja. Kolikor nas je bilo volja. Recimo, mene so celo malo po strani gledali, ker so drugi telegrafisti, ker sem imel neke prednosti pred njimi. Recimo, ker sem se na tehniko dobro spoznal, so pol mene poslali po novo ladjo, ne. Potem 2-krat sem bil na prevzemu nove ladje zaradi tega, ne. Pa zakaj? Meni so rekli, kako lahko ti 8 ur nimaš do tega čivkanja telegrafskega. Jaz bi znoro, če bi mogel to. Sem rekel, meni je to vse hobi, zato sem jaz to smatral ne kot poklic, kot delo, poklicno delo, kot način življenja, vse povezano z radioamaterstvom. In tudi vaša žena je ob tem uživala? Tudi, ja. So podržkov, že takrat, ko še ni. Takrat, ko so otroci postali radioamaterji, je pa tudi ona imela to željo. Vi ste pluli tudi v zelo zanimivih zgodovinskih časih za našo Slovenijo, takrat, ko se je Slovenija začela osamosvajati. Ja. Kako je to izgledalo na ladji? Kako ste doživljali te dogodke iz Slovenije oziroma kakšne informacije ste dobivali? Najprej smo takrat, ko se je to dogajalo, jaz sem takrat prišel na drugo ladjo, to je bila ladja Piran. In tam smo se pustili tisti, ki so šli domov, tisto, ki je že to bila 57. številka Nove revije. Kjera številka je bila to? Ne vem točno. Ja, to je bila tista, kjer je bilo opisano vse, kako je Slovenija na poti, da se osamosvoji, da ima pravico biti samostojna država, ne. Tisto smo seveda pol mi to razmnožili na ladji in se je to veliko bralo. Potem smo iz podržko temu za državljanske pravice, ki je Bavčar vodil, v Ljubljani takrat tale odbor, ki so se uprli, ki so tiste 3 naše zaprli, ne. Smo tudi mi z ladje poslali radio Telex podržko. 4. Enkrat sem pozneje celo imel priliko z Janšom govoriti, pa sem mu to rekel, je rekel, ni prišlo. Zgleda, da so na tisti poti, ki je to prišlo. Zadržali, ja. Tako da ste pravzaprav sodoživljali vse te dogodke. Tako. Kaj pomenijo? Prizadeti. Kaj pomenijo vse te kartice? Vidim, da imate tu nekaj strokovnih stvari tudi. Ja, tudi strokovne, z vaše plovbe. Ja, recimo eno bo moje najprej pokazal. Tole so vaše ladje? Ja. Jaz sem na mojo, najprej radijska zveza z drugim človekom na drugem koncu sveta ni zaključena samo z radijsko zvezo. Pravi zaključek se dogodi pozneje, ker pravilo je, da se zveza potrdi.
Potem nekateri to zbirajo, ker razne diplome dobijo iz tega ven. Kakorkoli, zanimivo je pol pričakati tudi to pošto, ne. In vsak na svojo kartico da kaj zelo zanimivega. Bom pokazal še, kaj so drugi dali. Recimo, jaz sem dal na mojo kartico vseh 10 ladij, na katerih Ste pluli? sem plul, ja. 10 ladij je bilo v tem času. Ja. To pomeni vsega skupaj vašega plutja po morju je bilo koliko let? Je bilo 12 let. 12 let. 5 prvič, pa za 7 pol drugič. No, recimo, ko ste rekli tole, radioamaterji so po vsem po svetu, čim bolj je država zanimiva taka, kjer sigurno ni radioamaterjev, takrat grejo ekspedicije, pa se vzpostavljajo zveze. Recimo, mogoče bo zanimivo v tej oddaji povedati, da je tudi Vatikan radioamater. Aha. To je njegova karta, celo fotografijo mi je poslal. Vatikan City. To. No, potem zanimivo, ko potem taki dogodki, kot je potovanje papežev po svetu, nekateri radioamaterji, Poljaki, ki je Pavel II. Jih obiskal, so celo eno postajo odprli in je tiste dni on, papež, so radioamaterji vdajali. Tudi jaz sem bil zvezal z njimi. Pol, ko je tale drugi, Benedikt XVI. Benedikt XVI. Pripotoval v Santa Maria di Leuca, je tam bila radioamaterska postaja delovala. Potem Bolgari na en teden oddajajo takrat, oni imajo to teden bolgarske kulture, ko sta sveti Ciril in Metod torej cirilsko abecedo izdala. Tako. V Nepalu tudi živi en radioamater, ki je misionar. In sicer on deluje tam v eni šoli svetega Ksaverja, zraven je pa navdušen radioamater in veliko pomaga alpinistom. In tudi na ta način, da tisti, ki grejo gor na Himalajo, zelo težko imajo take postaje, da bi z vrha tam z tistega potovanja, on imajo zvezo z njim, on pa pol naprej posreduje tiste vesti. No. In ta dva radioamaterja v Coos Bayu, poglejte, to sta ta dva, radioamaterski par. Vi ste, gospod Ciril, tudi izdali za vsako ladjo, na kateri ste bili, poseben zvezček, ne? Ja. Tak album, če sem to zbiral vse, najprej kar teh nekaj albumov je kar nekaj, ne? Še tu so tudi, ne? Gotovo pa je najbolj zanimivo, da ste uspeli izdati knjigo. Ja, to je meni pozneje veliko pomagalo pri izdaji knjige. Da ste že imeli zbirke. Kako? Ste že imeli zbirke pripravljene? Ja, za vsako ladjo. Evo. Kar vzemite. Za Roga celo prvi pa drugi del. Zato, ker sem bil pač 2-krat na Rogu. In tu sem vse zbral notri. To je pravzaprav takšen potopis. Ja, potopis, dobesedno, pomorski potopis. Jaz sem imel, res sem se šel včasih turista, imel sem ponavadi 1 ali 2 fotoaparata, enega za diapozitive, enega za filme, pa pozneje tudi kinokamero. Tako da sem tudi s kinokamero precej tega ujel. Pa tega niso delali vsi vaši kolegi, ne? Redki, da so to vse popisovali. Tako da bodo vaši potomci, pa tudi mi vsi, bomo imeli pravzaprav zelo lepe spomine ohranjene na naša potovanja, ne? Tudi splošno plovbam so večkrat me klicali, so rekli, da jaz imam več v arhivih kot pa oni v teh ladjah, ta starih. Kot radioamater ste vi bili zelo redki primer, ne? Kot telegrafist potem na ladji. Zelo malo je, to je redko kdaj. Recimo, jaz sem bil takrat edini radioamater, ki je plul na telegrafistov, je bilo veliko na jugoslovanskih ladjah, pozneje so se še mi pridružili. Eden tak je tudi Vinko Grgić,
ki živi tukaj v Mariboru, ne, on je pa ima še tudi zelo pestro. In to je tudi on napisal knjigo. Midva sva edina, ki sva na splotu, ne vem, so rekli, da je bilo kakih 2000 pomorščakov, ampak midva sva edina, ker sva knjige napisala. On je še bolj debelo knjigo, Pomorščakov kruh, lahko enkrat povabite tudi sem, še v boljši pripovednici je on kot jaz. Vi torej niste imeli pomorske šole Ne. za vaš poklic, ki ste ga opravljali toliko let. Kako danes gledate na te šole za pomorstvo? Ja, za ta poklic ga več ni šole, ampak je pa na višji pomorski šoli, na fakulteti za pomorstvo v Portorožu, imajo tečaj za izučiti častnike krova in poveljnike, da znajo rokovati z radijskimi napravami, ki so pa še vedno na ladji, ne. Ja, in oni dobijo potem generalno pooblastilo, da smejo rokovati. Mimogrede bom povedal, da moja hčerka Mojca je tudi ta tečaj opravila. Zato, ker zdaj ona se s tem veliko bavi, s poučevanjem vseh tistih, ki najamejo jahte, pa grejo potem na morje, ker ima radijsko postajo in ona uči to, kako se ta postaja uporablja. Slovensko pomorstvo, splošna plovba se je oblikovala šele kasneje, ne? Splošna plovba se je ustanovila, še prej je bila, ne vem kjega, 53 ali 52 leta, 53 leta je bila Slovenija linije, takrat se je bila Slovenija les, pa ne vem kak so le takrat se je bilo moderno poimenovati podjetja, potem so pa 54 leta je bila pa ustanovljena prav splošna plovba in takrat so bile tri ladje je imela. Martin Krpan, ki se je najprej imenoval Sirop, in tisti takrat niso dovolili, da se registrira ladja slovenska v Jugoslaviji, ne. In zato so jo registrirali v Kostariki. In je preimenovali pa Sirop, kar se narobe čita Boris Snuderl je bil direktor. On je to pol uspel pozneje tudi, da je dobila tudi dovoljenje naših pomorskih oblasti, takrat je dobila jugoslovansko zastavo in preimenovana je bila Martin Krpan. Ampak za primerjavo, približno 500 ton tovora je lahko vozila, če rečem rok 10 000, ne. Potem druga je bila Gorenjska, tudi manjša, ampak le 1200 ton je tovora vozila. To so bile ta prve ladje, ko je ime splošne. Koliko ladij ima danes splošna plovba? Ja, to bi se mogel pripraviti. Ne vem, če jih ima še 20, manj. Drugače jih imela včasih preko 30. V vsej dobi jih je imela, pa tudi bi mogel malo pogledati dokumente. Ja, ste zelo ponosni na knjigo, ki ste jo izdali? Sem, pa vedete zakaj tudi. Bila je tudi zelo hitro razprodana, ne? Ja, je bila razprodana. Se ne dobi več? Ne. Torej, v Belokranji je eden belokranjski pomorščak, ki sem z njim tudi včasih plul, on je bil upravitelj stroja na ladji Ljubljana, ne, in je tudi, ker se je udeležil tega srečanja, ne, in takrat, ko sem tudi prvič pokazal to mojo knjigo, je rekel, da je prav ponosen, da je ta prvo knjigo v pomorstvu izdal Belokranec, tako je on rekel takrat. Ja, drugače pa povabil me je teta Mara, veste, kdo je to bil? Ne. Toni Gašperšič. Aha. Ja, in sicer v hotelu Bela krajina je on organiziral predavanja, zimske urice, vedno je imel kakega, ne, in tako je tudi mene obdelal, tako kot me danes vi obdelujete. No, lepo. Danes ste že kar v visokih letih, ne? Ste član Radio kluba Maribor? Ja. Kdaj ste se včlanili? Ja, takoj, ko smo prišli v Maribor, mislim, da je bilo to 62. leta, ne. Potem smo pa v Staršah. Med tem časom smo ustanovili sekcijo, v Rušah sem stanoval,
Potem smo ustanovili sekcijo v Staršah in pozneje smo se preimenovali v Radioklub. Tako aktivni smo bili, da smo kar Radioklub ustanovili, ne. Danes imate tekmovalno postajo na Svetem Urbanu, ne? Ja, tako. Kaj se tam dogaja? Kako pogosto so ta tekmovanja? Ja, parkrat takle svetovna, nekajkrat na leto, ne. Radioamaterjev. Radioamaterjev, ja. In to recimo ravno danes ponoči se je končalo Worldwide, menda, ali VPX, ne vem, mislim, da je bila VPX. To so oznaka za tekmovanja, kjer je način, da moraš 48 ur neprestano zveze spostavljati. In to se pa točkuje število zvez, število držav, čim več držav. Potem nekatere države, ki so zelo redke, imajo prednost, recimo tiste oddaljene šteje recimo 10 točk, če imaš z Evropo vezo tukaj bližnje, šteje 5 točk in tako dalje. Potem se to vse prišteje zvezam, pomnoži in pride točke, pride do tega, ja. Današnji mlajši, mladi radioamaterji napram vašim letom in tudi telegrafisti so vam zelo hvaležni. Pri vas so opravljali izpite, vi ste z njimi opravljali praktični del, ste jih veliko naučili. Berem v raznih člankih in tako so vam hvaležni za vaše delo. Ja, posebno sem zadovoljen, ker so šli pol na morje in so se dobro obnesli tudi na morju. Mimogrede povem, da je bila tudi ena zelo uspešna radioamaterka v mojem radioklubu v Staršah, ki je bila že sprejeta na splošno plovbo, pa jo pa niso mogli sprejeti. Izključno zaradi tega, ker je zahtevalo se je takrat, da si imel srednjo tehnično elektroodsek, ona je imela pa maturo na gimnaziji. In zaradi tega so rekli, da je ne bojo prepustili k izpitom in pol drugače bi imeli tudi telegrafistko. To pa je bila edina telegrafistka na jugoslovanskih ladjah takrat. Ker drugače pa je tudi sem pa tam nekaj telegrafistk. Ker je to tudi, kar lahko rečem, bolj ženski poklic kot pa moški. Ker nobene fizičnega opravka ni, razen kadar se ti antena utrga, pa moraš v viharju iti na most. Ampak meni so to vedno pomagali fantje na ladji, tako da nisem bil ogrožen. Sploh je v preteklosti bila bolj to moška domena, ne? Biti pomorščak. Ja, tako. Ženske niso nastopale v teh poklicih, danes pa jih je že verjetno več. Je. Gospod Ciril, za konec naj vas vprašam, vas še kaj vleče danes na morje? Še kaj plujete? Ampak šel bi, če bi bilo možno, na tiste ladje, ki so danes že vse razrezane in v tako službo, kot je bila včasih. Bistvena razlika je, ker ste me že prej vprašali, koliko časa smo bili v pristaniščih. Takrat dolgo, da si lahko vse doživel, kar si hotel. Zdaj pa tisto, kar so bile prej dnevi, so zdaj, da ne preveč pretiraval, ne rekel jih minute, ampak ure. Ta mehanizacija pa s kontejnerji je toliko napredovala, da ladja pride za par ur, pa gre že dalje. In zato ni več lepo. Poleg tega zdaj imajo pomorska podjetja problem, tudi splošna plovba, za slovenske pomorščake. Tudi šola ima problem, čim malo se jih vpiše, ker vejo, to so že upozorjeni, pa plače so nižje, kot so bile takrat. To pa zaradi tega, ker vkrcajo iz celega sveta Kitajce, iz pacifiških otokov, ki grejo na to službo upravljati za mali denar. Da zaključiva, doživeli ste toliko lepot na morju in povsod pravzaprav, kamor ste prispeli, na vse kontinente, pa tudi težkih, hudih stvari. Ste tudi kje pustili v kakšni cerkvi kakšno votivno podobo? Kajti v preteklosti vemo, da so mornarji puščali, da nimo v Strunjanu v cerkvi so še ohranjene, menda v zakristiji te podobe, zahvalne podobe mornarjev, da so bili rešeni na morju. Ste tudi vi prinesli kakšne zahvale kdaj? Imate kaj shranjeno doma? To se še lahko zgodi. Se še lahko zgodi? Ja, ampak bom pa povedal, da sem šel prav zaradi tega enkrat na Tersatsko cerkev, na Tersat, tam je bilo veliko tega, ne? V Reko. Ja, in še posebej je
je bilo v enem velikem okviru, je bil en newyorški časopis in notri je ena lepa fotografija, telegrafisti, radijska postaja na Titaniku. Kdo je to? Kdo je to tam? Ja, to bi izvedel, če bi se tam zanimal, ampak verjetno imajo še danes to shranjeno. Ste kaj molili med vašo službo, ko je bilo najbolj hudo? Ja, včasih je bilo tako, ja. Je bilo potrebno zaupanje tudi v Boga. Ja. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Ja, jaz se tudi vam zahvaljujem. Zelo me je veselilo, to je silno zanimiva tema. Jaz jo poznam zelo malo, pa vendar moram reči, že v prvem srečanju, stiku z vami, sem bil zelo navdušen nad tem, tako da sem z veseljem prebral vašo knjigo. Hvala lepa. Na morja široki cesti, in tudi tistim, ki je še ne poznajo, ki prvič slišijo zanjo, Ciril Drganc, Na morja široki cesti, potopisni spomini pomorščaka, ki je verjetno ena glavnih in najbolj zanimivih, ki jo imamo v slovenskem prostoru. Mogoče o pomorstvu. O pomorstvu. O potopisih pomorskih, ja. Najlepša hvala še enkrat in vse dobro, če se boste še podali na morje, potem srečno plujte, ne? Hvala lepa, tudi vam sem zelo hvaležen, da ste me sprejeli in upam, da bojo tudi gledalci vaše televizije tako lepo sprejeli to moje govorenje, kot ste vi. Hvala. Čeprav nisem preveč, se nimam za kakega govornika. Nasvidenje. Tudi vam hvala za pozornost, spoštovani gledalci.